To je moja predzadnja knjiga z naslovom Filozofija za današnji čas. Skoraj bi rekel popularno naslov. To je pa zadnja knjiga, ki sem jo napisala s kolegom Reichenbergom o renesansi z naslovom Kje je človek in s podnaslovom o neskončnem vračanju renesanse. Mi pa smo tukaj zato, ker je bilo pred časom zastavljeno vprašanje oziroma name bila naslovljena prošnja, da bi razmišljali o Lakanovem 7. seminarju, ki nastane v šolskem letu 1959-60. In smo se ga lotili. In upam, da smo prišli do pogleda, da je razmišljanje o etiki zelo zahtevno. Da nikoli ni bilo preprosto in da tudi nikoli ne bo, ker ne more biti. Zato, ker etika, torej razmišljanje o etiki nas nikoli ne privede do nobenega pravila, ki bi mu morali slediti, da bi bili etični. In to je težava. Za vsakdanjo spontano zavest pa še zlasti. Zato, ker smo ljudje navajeni razmišljati, da v svetu, v katerem živimo, preprosto mora obstajati nekaj, kar je fiksno, kar je trdno, kar zagotavlja gotovost, je nekaj gotovega, je torej nekaj, česar bi se lahko oprijeli in na ta način osrediščili lastno eksistenco. Na ta način smo navajeni razmišljati. Zato pa ves čas iščemo gotovost, iščemo varnost, iščemo nekaj trajnega in nekaj prijemljivega, nekaj okrog katerega bi lahko osmišljali lastne eksistence. In seveda, dokaj časa želimo na ta način se dokopati do tega, kar sem omenil, ni nobene resne možnosti, da bi zmogli razmišljati o etiki, o etičnosti in tisto, kar bi spoznali, tem tudi živeti. To je resen problem tudi občestev, v katerih živimo, kajti znotraj njih tudi dobimo vedno znova na voljo vse tisto, v kar bi lahko verjeli, da je stabilno, vredno, da se tistega oklepamo. In zadnjič sem omenil, da je etika psihoanalize že na začetku v popolnem nasprotju s takim načinom življenja, ki je značilno za naše vsakdanje eksistence, kajti o etiki in etičnosti lahko razmišljamo šele, ko govorimo o želji, o nezavedni želji človeških bitij, medtem ko je vsakdanje življenje, ki ga živimo, napolnjeno z dobrinami, s katerimi ljudje zadovoljujejo svoje potrebe, kar je čisto nekaj drugega. To sta dva elementa, zaradi katerih je zahtevno misliti etiko psihoanalize in danes bi rad to zahtevnost še povečal. In sicer tako, da bom najprej
komentiral Derridajevo branje Aristotelove metafizike in ideje, ki jo Aristotel zapiše, in s katero se od takrat ukvarja ogromno ljudi in poskuša odgovoriti na vprašanje, ali je imel Aristotel prav ali ne, oziroma ali je tisto, kar je zapisal, res najboljše, kar je mogoče zapisati, ali ne. Gre namreč za Aristotelovo razmišljanje o naravi človeških bitij, o človeški naravi in o razmerjih človeka ali ljudi z vednostjo, z spoznavanjem, z resnico oziroma z željo po spoznavanju. Aristotela iskreno zanima, ali imajo ljudje, ali je v človeški naravi želja po vednosti, ali torej ljudje resnično želijo vedeti in kaj naj bi to pomenilo. Derrida posveti veliko časa Aristotelovi metafiziki, zato se ga lahko lotimo, ker predstavlja obenem tudi zelo logično nadaljevanje tega, s čimer se ukvarja Lacan v 7. seminarju. Govori o želji, govori o etiki, ko Aristotel govori o vednosti, o človekovi naravi in resnici, kajti samo v odnosu do resnice je mogoče generirati vednost. Govori pravzaprav o istem, govori o nekem vprašanju, Aristotel namreč. Govori o vprašanju, kaj mora človeško bitje narediti, da bi to, kar je domnevno v njegovi naravi, želja po vednosti, tudi bila uresničena, se pravi, da bi jo v vsakdanjem življenju uresničeval. In tudi nas, če se ukvarjamo z etiko psihoanalize, mora zanimati, kako v vsakdanjem življenju to zgleda. Mi se ukvarjamo s holastiko in nas mora zanimati, kako človek to naredi v svojem življenju. Kako sledi, kako uresničuje željo po vednosti, če ima Aristotel prav. Kako trdi, da je v človekovi naravi želja po vednosti. Ali so res okrog nas ljudje, oziroma ali smo mi sami ljudje, ki bi želeli vedeti, ki bi želeli v odnosih do resnice generirati vednost. Ali je to sploh res? Oziroma, če ni res, kaj se je zgodilo z našo naravo, oziroma, če je to v naravi, kot pravi Aristotel, zakaj tega potem vsi ne počnejo? Saj v naravi ptice tudi da letajo. In ptice letajo, ker to njihovi naravi. In ribe plavajo. Ker tudi to v njihovi naravi. In tako rekoč ni mogoče, da bi se kakšna ptica spraševala, ali naj leti ali ne. In tudi ribe se ne sprašujejo, ali naj plavajo ali ne. To preprosto počnejo. Pri ljudeh očitno ni čisto tako. Zato so vsa ta vprašanja na mestu, so smiselne. Torej, ali se Aristotel v končni fazi morda vendarle moti, morda pa ne obstaja naravna želja po vednosti v človeških bitjih. Ok, to je en sklop vprašanj in idej, s kateri se bomo ukvarjali. Lahko je vprašanje. Je možno, da ta želja obstaja samo z določenim obdobje človeškega življenja, ker vemo, da so določene želje, pa tudi v ljudeh, v človeških bitjih, ubijemo, ali pa pač uživali, pač, da ne govorimo absolutno, ne pomeni obstaja, da obstaja v določenem časovnem intervalu. Strogo vzeto ne. Vi sicer lahko jamete ptico, postavite v kletko in ne bo letala, ker preprosto ne more. Ampak ali to pomeni, da ona ni več zmožna za letenje? Seveda ne. Seveda zmožna. Če boste odprli kletko, bo letela. Mogoče najprej malo bolj ukorno, ker ji bodo mišice zakrnele, ampak torej to ni dokaz, da
je človekova narava tako narejena, da bi nekaj časa nekaj bilo v človekovi naravi, potem pa ne. Če razmišljamo o človekovi naravi, razmišljamo o nečem, kar je univerzalno, oziroma o nečem, kar je neuničljivo. Tudi če bi vse ljudi na tem svetu zaprli, ne vem, ali pa jih kako drugače onemogočili v njihovem delovanju, to ne bi preprečilo našega razmišljanja. Recimo Aristotel to ne bi preprečilo, da napiše metafiziko, pa tudi če mu je bil preprečili napisati, bi še vedno lahko razmišljal, ali obstaja v človeku želja, ali obstaja narava. Tega ne morete preprečiti, tudi če bi človeku uničili možgane, da ne bi mogel misliti, kar se tudi da narediti, nažalost, bi še vedno enako vprašanje bilo relevantno. Bi se pač našel drug človek, ki bi lahko s tem nadaljeval. Tudi če bi pobili čisto vse ljudi, s tem ne bi onemogočili takega razmišljanja, ker bi se lahko rodil nov in tako dalje in tako dalje. Tudi če bi, ne vem, padel meteor in bi vsi ljudje umrli in ne bi bilo nobenega človeka na svetu, bi bilo to vprašanje še vedno objektivno možno in bi pač čakalo, da bi se nekoč kasneje nekdo ponovno rodil in bi to vprašanje lahko zgradil. Zdaj, ko govorimo o univerzalnem, govorimo o nečem, kar je večno in neuničljivo. In nas ne zanima toliko empirična usoda tega ali onega človeka. Zato ne more biti argument, naprimer, če kdo reče, Aristotel se je motil, kajti na Zemlji ni enega človeškega bitja, za katerega bi lahko trdili, da v njem obstaja želja po vednosti v odnosu do resnice. To ni noben argument. Tudi če ga ni, je to razmišljanje, Aristotelovo razmišljanje, metafizika, še vedno smiselno in je produktivno in ima pomen in še vedno lahko rečemo, tudi če ga zdaj ni, bi se lahko našel nekdo, ki bi recimo Aristotelova metafiziko bral in bi doumel, o čem govori. V tem je tudi moč, naprimer, klasičnih del. Knjig, ki so nastale pred 2500 leti ali pa kadarkoli v preteklosti, ne moremo kar odmisliti, zato ker, seveda, nekatere so že take, da niso dosti vredne. Ampak tiste, ki pa so, in Aristotelova metafizika gotovo je pa vredna branja pred 2300 leti, danes, pa tudi čez milijon let. Zato, ker je v knjigi nekaj misli oziroma idej o samem univerzalnem. Ko govorimo o univerzalnem, govorimo o nečem, kar je inherentni del realnosti sveta, če hočete, ali pa vesolja, v katerem smo. To pomeni, da tudi če se nikoli v vesolju ne bi rodilo eno bitje, ki bi lahko mislilo kakšno tako idejo, tudi to ne bi bil argument, da to ni mogoče. Torej, ko govorimo o univerzalnem, nas ne sme zavesti empirija. Ker empirija ni nikoli univerzalna. Empirija ne seže do univerzalnega. Torej, če bi vsi ljudje bili začarani, da bi verjeli, da je 3x3 10, bi še vedno obstajala možnost, da se bo rodil nekdo, ki bo dokazal, da je 9. Okay. In na vse zadnje, to je tudi argument, da klasične dela beremo. Da ne rečemo, da je vredno brati samo knjige, ki so nastale v zadnjih 3 letih. Marsikdo pravzaprav to verjame. Marsikdo to verjame. Ker pravzaprav ne ve, o čem govori, ko to reče. Platon je že zastarel. Platon po definiciji ne more biti zastarel. In tudi nikoli ne bo. Tudi če vsi ljudje trdijo, da je, še vedno ne bo. Tudi če je v njegovih knjigah veliko neumnosti in jih je,
in veliko zastarelih idej in so, to še vedno ne pomeni, da je zastarel. Ker obstajajo pa ideje, ki so univerzalne in enostavno nikoli ne bodo zastarele. In to vprašanje, ki se ga lotevamo, vprašanje o etičnosti človeških bitij, je že tako. Je vprašanje o univerzalnem, je vprašanje ipso facto, seveda, o razmerjih med konkretnimi človeškimi bitji in univerzalnim. In je vprašanje, ki mu sledi novo vprašanje, kaj lahko ljudje naredijo, če, na primer, mislijo svoje razmerja do univerzalnega, oziroma sledi vprašanje, kako to lahko naredijo. V resnici ni vprašanje, ali to lahko naredijo. Vprašanje je samo, kako to naredijo. Oziroma, vprašanje je lahko samo, kdaj bo kdo kaj takega naredil. Zbravi, da bo to sledilo iz spoznanj, do katerih je prišel, ko se je lotil razmeri partikularnega do univerzalnega. Samo za ideje, ki niso zavezane tem razmerjem, lahko rečemo, da zastarijo čez nekaj časa in niso več vredne, da se z njimi ukvarjamo. To lahko rečemo. Danes verjetno vsakdo zlahka sprejme, da ni na noben način produktivno vprašanje, spraševanje, ali so recimo ženske, ki zdaj tukaj sedijo, ali so med njimi tudi čarovnice in jih je treba zakuriti na grmadi ali ne. To vprašanje je enostavno noro. Težko, da bi vsaj kdo izmed nas, da bi to vprašanje vzel zares in da bi se lotil izdelovanja novih načinov, kako ugotoviti, kje ženske so zmešane ali nore ali kakšne že in jih je treba zakuriti. To se nam upira že čisto spontano, taka misel se nam upira spontano. Ampak to je hkrati dober primer, ker ta istim ljudem se pa ne upira neko drugo, ravno tako zblojeno vprašanje, ki je mogoče bližje svetu, v katerem živimo, namreč ali so, na primer, ženske manj inteligentne od moških. To je pa vprašanje, ki se marsikomu danes zdi, da je pa čisto relevantno. Ali pa, če gremo še naprej, čisto zares se številnim ljudem v tej državi danes zdi, da je resno vprašanje, katera družina je ta prava in katera ni. Številnim ljudem se zdi to vprašanje, ki je popolnoma zblojeno. Dejansko je noro, in to lahko dokažemo, da je noro. Zdi vredno in celo ustanavljajo stranke in ne vem kaj že, pišejo peticije in dokazujejo, da je ta prava družina samo ta. Vse druge pa, na primer, niso. In seveda, čez ne vem koliko let, če bo svet še obstajal in bodo ljudje obstajali, se bo lahko ponovil tale dogodek iz današnjega dne in bo nekdo rekel, a veste, takrat, leta 2016, se celo nekaterim idiotom zdelo vredno spraševati o tem, se bodo ljudje držali za trebuhe in se rolali od smeha, tako kot se mi lahko danes, če se čujemo s kakšnimi srednjeveškimi norosti, ali pa s kakšnimi drugimi, se vseeno. Zakaj je to pomembno? Natanko zato, ker je ideja, na katero trčimo, ko razmišljamo o teh mogoče nam bližnjih vsakdanjih izkušnjah ali pa vprašanjih ali pa idejah, ta ideja, s katero smo se srečali, tudi če tega ne vemo, je v samem jedru spraševanja o etiki in etičnosti. In to je vprašanje o distanci. To je vprašanje o distanci do vsakokratne partikularne aktualnosti, ki jo živimo. To je osrednja ideja. Vprašanje distance. Vprašanje, na primer, kateri ljudje, ali pa v kolikšni meri, ali pa kdaj, ali pa kolikokrat, ali pa kako pogosto, ali pa kako vztrajni so pri tem, lahko vzpostavijo razdaljo do svoje neposredne, empirične, aktualne eksistence in mislijo na ta način samo eksistenco. Ker je to temeljni pogoj. Razdalja do nekaj mora postati objekt našega razmišljanja in ne smemo biti stopljeni z objektom, moramo obstajati diferenca. In manj ko je tega, manj ko so ljudje sposobni vzpostavljati distanco,
bolj je naredilo nekaj drugega, kar je ravno kontra etičnosti in to je vera, vraževerje, verovanje, verjetje. Zaradi česar ljudje preprosto rečejo, jaz verjamem, da je tako. In v strogem pomenu besede, zaradi tega niso zmožni, tako kot bi rekla Hannah Arendt, misliti lastne partikularnosti, niso zmožni misliti lastne identitete, naprimer, ali pa lastne aktualne eksistence, ki jo živijo. Ker preprosto verjamejo. In nimajo distance do tega, zapravi, nimajo tega osnovnega refleksa, ki stoji na začetku novoveške znanosti in filozofije, in to je dvom. Mi se premalo zavedamo, kako revolucionaren je bil Descartes v prvi polovici 17. stoletja, ko je postavil dvom v samo središče človekove eksistence. To ni nekaj obrobnega, to ni nekaj, s čimer se ukvarjajo sem pa tja, samo kakšni izblojni filozofi ali pa znanstveniki, postavil v središče. A veste, kaj naredi Descartes? Descartes v bistvu reče ljudem, vedno znova je mogoče dvomiti. Vedno znova, ne enkrat za vselej, vedno znova se je mogoče spraševati, ali je svet res tak, kakršen se meni zdi. Vedno znova. Nikoli ne morete biti 100% prepričani, da se je pot končala in da ni več treba dvomiti. Nikoli. Ker je edino, glede česa ne morete dvomiti, dvom sam. To je veliki, to je tako neverjeten miselni obrat, da jih je malo podobnih v zgodovini človeštva. Da je mogoče dvomiti, oziroma da je ravno zato, ker je mogoče in nikoli ne morete biti 100% prepričani, da ni več treba, je torej tudi treba. Ker je mogoče dvomiti, tudi treba dvomiti. Vedno znova je treba dvomiti. Descartes v bistvu reče ljudem, nikoli ne morete počivati. Nikoli, na veke vekov, do smrti, ne boste počivali, ker ne smete. Ker je vselej možno postaviti pod vprašaj. Karkoli, tudi vas same. Zato to, kar je na začetku novoveške znanosti in filozofije, ni nekaj enostavnega. Ni nekaj preprostega. Postaviti lastno eksistenco pod vprašaj, to ni enostavno početje. Postaviti pod vprašaj lastna prepričanja, to je izjemno zahtevno delo. Seveda, resno postaviti pod vprašaj. To ne pomeni, da si obsesivca ali pa resno postaviti vprašaj. Se pravi, misliti svoje prepričanja, svoje ideje, svojo identiteto. Ali sem jaz res to, za kar se imam? Ali je moja identiteta res taka? Ali je morda o tem mogoče še kaj drugega reči, oziroma ali bi bila lahko tudi drugačna in tako dalje in tako naprej. Torej, nam ni treba seči prav daleč, ker za to, o čemer sem zdaj govoril, bi pravzaprav moral že zadoščati površen vpogled v, naprimer, Descartova dela, recimo meditacije. Površen, hiter pregled, hitro preberete in se vam že ta ideja, ravno zato, ker je to v naravi nas samih, zapiči v glavo. Z lahkoto, nisem rekel, da jo z lahkoto mislite, ampak z lahkoto se vam zapiči, hitro se vam zazdi, da tale Descartes je pa kar pameten, tole je pa kar dobro povedal. Če berete, če se vsaj lotite, drugo je, da živi veliko ljudi, ki niti tega noče narediti, ne moraš pripraviti tega, da bi vsaj brali. Ampak če že začneš brati, pa pravzaprav ne boš mogel nehati, ker je v Descartovih meditacijah napisano nekaj, kar ima univerzalni status. Nekaj, glede česar ne moreš z lahkoto reči, ja, to on malo tako le pravi, jaz pa pravim drugače. Enostavno ne moreš. Zato rečemo, da takrat človeka, bralca, zagrabi knjiga, zagrabi ga. Zakaj? Ker se potopi v, recimo, svet idej, kot bi rekel Platon, potopi se v svet idej, v knjigah so ideje, potopi se v svet idej
in počasi, vsaj intuitivno, vsaj nezavedno čuti, da je to njegov medij, tako kot je za ribo medij voda. Če date ribo v vodo, ona nima težav, kaj je tam treba početi, ja plavaš. Ne? In tukaj je enako, če mene vprašate. Resnično to mislim. Date človeku brati Descartove meditacije in človek se počuti kot riba v vodi. Če ima vsaj minimalno začetno distanco do vsega svojega vraževerja in prepričanja, ne vem kaj. Vsaj minimalno, to je pa pogoj, seveda. Pri ribi je malo drugače, ker pač ne razmišlja na tak način kot ljudje. Pri človeku je pa to pogoj. Brez distance pa seveda ni ničesar. Brez distance je pa samo cinizem in večno zavračanje in zmerjanje recimo filozofov in mislecev in tako naprej. Se nima kaj pogovarjati, da je zgodbe konec. Jaz sem to vprašal, se ta distanca, ki je navizuje na to, s čimer ste začeli, na to naravo človeka, ki bi naj bila po spoznavanju, oziroma če se lahko prek tega mogoče navežete na to, kako ste začeli o Aristotelu. Pomislite na to, celo neko drugo delo, ki nastane malo prej, od Aristotelovega učitelja, to je Platon, ki napiše delo Gorgias, oziroma napiše delo, v katerem nastopa Sokrat. In to je sorazmerno preprosto branje, in med drugim naletite na neko opozicijo. Gorgias, torej v tem delu, Sokrat, Platon, zagovarja neko razmerje, neko razliko, neko opozicijo, ki jo vsak človek prepozna zlahka, takoj jo prepozna, čisto vsak. Takrat so jo in danes tudi jo lahko prepoznajo. In to je, pravi Platon, oziram se okrog sebe in vidim, kako se ljudje trudijo, koliko ljudi se trudi, da bi v življenju prišli do bogatstva, slave, ugleda, visokih družbenih položajev in tako naprej. In vedno je bilo tako. Platon ne bo nič novega. Bilo takrat in tudi danes je. Oziram se okrog sebe, skratka isto. Potem pa reče, na drugi strani, pa prepoznavam tudi ljudi, ki pa zagovarjajo, zastopajo v svojih življenjih nekaj drugega. In to je, pravi Platon, Sokrat, Gorgias, pravi, to je očitno prizadevanje, da bi ljudje razumeli svet, v katerem živijo in sebe v njem. Očitno je, da jih zanima resnica lastnih eksistenc. In očitno je, da jih zanimajo ideje. To so empirična dejstva. In iz te razlike, ki je empirična in vsak se lahko prepriča o njej, spet sledi množica vprašajo. Zakaj obstaja ta druga skupina, če lahko tako rečem, ta druga skupina ljudi? Zakaj obstaja prva, se nam zdi, da je kar preprosto odgovoriti. Ja, človek se mora v življenju truditi, da bo nakopičil denar, da bo probal postati slaven, da bo uspel, da bo svoje sanje uresničil. To se nam zdi, da je kar sorazmerno razumljivo. V teh časih celo rečemo, hvala Bogu, da ne živimo več v stari jugi, da smo zdaj v svobodnem kapitalizmu in to lahko na veliko počnemo. Čeprav to ne počnejo ljudje na veliko. To lahko počne samo elita. Večina ljudi ne more tega. Ni šans, ker nima dostopa do kapitala, ampak vseeno jih poganjajo, naj to počnejo, kar je seveda tudi cinično. Torej, zakaj obstaja ta druga skupina ljudi, ki pa se ne zmeni, ki je prav dosti za to, slavo in ugled in denar in bogatstvo in položaj. Torej, zanima ideje, razumevanje sveta in resnica. Zakaj? Na prvo vprašanje odgovorimo sorazmerno zlahka. Družba je tako narejena, družbeni sistem, občestva je tak, da nekateri ljudje lahko kopičijo denar in to tudi vidimo, da ga in so bogati in slavni in uspešni in ne vem kaj še vse. Na to zlahka odgovorimo. Lahko celo dodamo malo sofistike v smislu,
mogoče so pa bolj pridni, to me ljudje zelo radi. So bolj pridni, so bolj delavni, so bolj krčni. To me ljudje zelo radi. Čeprav pol se zatakne, ker tam zunaj je ogromno pridnih ljudi, ki ne bodo nikoli slavni. Tam zunaj je ogromno delovnih ljudi, ki delajo kot konji, pa ne bodo nikoli uspešni. Se človek vpraša, torej ni vse v osebnostnih lastnostih, očitno ne. Torej, ampak ta sofistika ne pomaga, da bi odgovorili, čeprav nekateri se trudijo, veste, na tem temeljijo zelo hude teorije, ki naprimer so v nekih drugih časih, 30 letih prejšnjega stoletja, vodile zelo daleč. Zelo daleč. Tako da so nekatere ljudi celo kurali vsak dan tam v enih pečeh. Zato, ker so bili prepričani, da eni ljudje to zmorejo in je prav, da to dosežejo, eni pa ne. Vedno so obstajali ljudje, ki so bili eni in so bili drugi. Na to vprašanje torej se zlahka, ampak na to drugo vprašanje se pa zlahka ne da odgovor. Kaj žene te ljudi? Da se berejo knjige, študirajo, razmišljajo, revni so kot cerkvene miši, mnogi od njih, zmerjajo jih, pljuvajo jih, polivajo z gnojnico, včasih so jih tudi kurali na grmadah, pa še kar to počnejo. To je veliko bolj intrigantno vprašanje kot ono prvo. Zakaj to delajo? Kaj jih žene? Kaj je v njih takega, da ne popustijo? V nekem smislu je lažje biti konformist, kot se reče. Lažje je poskušati vsaj stopiti na vlak, ki domnevno vodi k uspehu, bogatstvu, denarju in tako naprej. V nekem smislu je to lažje narediti. Se tudi nagovarjajo, recimo, mlade ljudi. V tej državi je to celo realen problem, zakaj toliko mladih gre na gimnazije, pa potem neko humanistiko študirati, pa družboslovje, rabimo pa drvarje, pa mehanike, pa ne vem, kaj vse rabimo. Zakaj ne greste raje tja? To je realen problem, ki ga ima ta država, ne sam ta država. Kaj pa bomo z vsemi temi filozofi? Jaz to dnevno poslušam. Recimo, glede najinih otrok. Ja, od česa ono pa živeti? Ne može od filozofije živeti. A ne bi videla nekako, zdaj že prepozno, ko ima že diploma, a ne bi videla prej, videla so slaba vzgojitelja, ženo. A ne bi videla to, ki je bil še čas, preusmerila otroke kam drugam, da bojo pol. To se posluša skozi, ne vem, kako je z vami. Drug marš, ne moreš od filozofije živeti, od humanistike. Pa vsi bi bili družboslovci. Mi pa rabimo delovno silo. Torej, na to vprašanje je težko odgovoriti. Zdaj, zadeva je še veliko bolj zapletena, ko začnete razmišljati natančno, kaj ljudi sploh žene. Kakšna je narava njihove želje. Ne govorimo o potrebah, govorimo o želji. Kako sploh misliti željo? Oziroma, odkot se je sploh pritaknila ideja, da so ljudje želeča bitja? Zakaj se ne zadovoljimo z ugotovitvijo, da imajo potrebe? Tako živali. In zadovoljujejo svoje potrebe. Zakaj treba komplicirati? Odkot zdaj naenkrat kar želja? Ali pa se ljudje motijo, ko rečejo, želim to in to, bi morali pravzaprav reči, ne, potrebujem to in to, potrebujem denar, potrebujem hišo, potrebujem drva, da se bom ogrel, potrebujem hrano, potrebujem kisik, se ne moramo reči, da želim kisik. Mogoče je nastala preprosto zmeda, da bi morali ostati pri potrebah. Odkot ta ideja? Recimo, kakorkoli daleč greste, kamorkoli daleč nazaj greste, vidite, da obstaja razlika med potrebami in željo. In Aristotel se tega tudi zaveda. Zato pravzaprav Aristotel na neki osnovni ravni reši problem zelo elegantno. Enostavno reče, to je človekovi naravi. Človekovi naravi je želja, ne samo potreba. Želja po vednosti celo. In Aristotel ima v metafiziki precej težav z odgovarjanjem na vprašanje, odkot taka narava. Zakaj pa živali nimajo take narave? Kaj se je zgodilo? V čem je drobna razlika med enimi
živimi bitji in drugimi. Odkot želja? Zato potrebujemo Derridaja, ki bere Aristotelovo metafiziko in nam ponudi dobre ideje, da znamo misliti tudi to vprašanje, torej odkot želja. Derrida, kot verjetno veste, je praktično vse življenje posvetil še nekemu drugemu avtorju, posvetil številnim avtorjem. Eden, kateremu se vedno znova vrača, je Heidegger. Martin Heidegger je filozof, s katerim se ukvarja Derrida vedno znova in lahko bi rekli, da obstaja neka razlika zopet. Razlika, s katero se ukvarja vse življenje Heidegger. Razlika, zaradi katere Derrida spozna, da potrebuje en koncept, da bi jo lahko mislil. In to je dekonstrukcija. Dekonstrukcija je način razmišljanja, ki ga Derrida potrebuje, da bi med drugim mislil ne samo to razliko, s katero se ukvarja Heidegger, ampak da bi mislil še eno drugo razliko, s katero se ukvarja praktično v istem času Freud. Ves čas govorimo o razliki. Neki razliki govorimo. S katero razliko se ukvarja Freud vse življenje? Kaj je tisto, kar je Freuda nujno privedlo do ideje o tej razliki? Freudov argument je spet sorazmerno preprost, kajti vsak dan ima na kavču paciente. Ima paciente, ljudi, konkretne ljudi, ki mu pripovedujejo natanko o tej razliki. Ljudje, ki pridejo k analitiku, pripovedujejo o neki nemoči, o neki nemožnosti oziroma o neki nezmožnosti. Ljudje jo ne mislijo, pacienti jo ne znajo misliti, ne morejo misliti, jo pa doživljajo. In imajo zaradi tega težave. Vprašanje o tej razliki bi lahko povzeli takole. Pacienti sporočajo Freudu, da kljub temu, da upoštevajo ali pa poskušajo upoštevati nasvete svojih staršev in prijateljev, sorodnikov, znancev in tako naprej, nasvete o tem, kako naj živijo, kako naj se obnašajo, kakšno voljo naj imajo, kaj naj jejo in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Ljudje imajo polno takih nasvetov, še vedno nečesa ne morejo narediti. Osupljivo je, naprimer, da imajo ljudje, so prepričani, da imajo, naprimer, vsak človek je bolj ali manj zase prepričan, da ima močno voljo. Čeprav beseda volja pravzaprav ne označuje ničesar. To je metafora. Ničesar takega v človeškem telesu ni, da bi lahko pokazali, ja, pa bi rekli, tole je pa volja. Pa vendar ljudje vedno znova poskušajo imeti močno voljo. Ne samo, da ne morejo vedeti, kaj to je. Nujno ne vedo, kaj to je, ker pravzaprav to sploh nič ni. To je čisto vražerje. Jaz imam pa močno voljo. Naprimer, ali pa šibko, šibko. Ljudje imajo raje močno. Moraš imeti močno voljo, recimo pravijo ljudje, drugim ljudem, otrokom, naprimer. Ne smeš, ne vem, popustiti ali pa moraš biti trden ali pa trd celo. Življenje je kruto, se moraš bojevati in tako dalje, in tako dalje. To ljudje poslušajo, to so mantre, vsak dan jih poslušajo. In številni verjamejo, da je prav, da poskušajo vsaj imeti močno voljo. Potem pa pride pacient v analizo in reče, da ne gre, preprosto ne gre. Pacienti niso bitja z drugega planeta. Pacienti niso drugorazredni državljani. Če bi pogledali, recimo, seznam pacientov, Freudovih pacientov, videli so med njimi izjemno ugledni ljudje.
Ne morete reči, da so luzerji, da so družbeni marginalci. Ker to preprosto ni res, empirično, ni res. Torej lahko rečemo, da hodijo v analize k Freudu, naprimer sleherniki. In da pričujejo za nekaj, kar je očitno problem vsakega človeka, ne samo teh pacientov. Pacienti so samo tisti redki, ki pač so se odločili, da gredo. Vse drugi imajo enake probleme, samo pač ne gredo. K Freudu, grejo kam drugam, grejo na šamanov. To imajo tudi ljudje zelo radi, da so prepričani, da se lahko sami pomagajo. Ogromno ljudi je, ki so to trdno prepričani. Bom že sam se prebil skozi nekaj, bom sam razčistil s seboj. Jaz samega sebe bolje poznam kot me kdorkoli drug, kako bi mi sploh lahko kdo pomagal, če pa samega, itd. Nič od tega ni res. Ne? To je vraževerje, ljudje verjamejo. Pacienti so v tem smislu pošteni. Ne deluje. Ves ta žargon preprosto ne deluje. Obstaja razlika, ki je neprekoračljiva in Freud to ve. Obstaja razlika, ki je notranja vsaki človekovi identiteti. Ali po domače, ljudje, človek, posameznik ni identičen sam seboj. Ker tudi ne more biti. Seveda bi rad bil, želi se, da bi bil. Če verjame, da je, pa vendar ni. Lahko moč to malo bolj pojasnite. Ker to večkrat rečete, da človek ni identičen sam seboj, če lahko to malo bolj tako. Če bi si zastavili zelo preprosto vprašanje, vsak od vas, naprimer, kdo sem? Tako vprašanje si lahko zastavite, recimo doma, ko imate čas, ni važno, zvečer, kakorkoli. Kdo sem jaz? Poskušate odgovoriti na to vprašanje. Zgodilo se bo vsaj dvoje. Najprej se bo zgodilo tole. Na vprašanje boste odgovarjali tako, da boste nizali atribute, lastnosti, naprimer. Boste uporabljali samostalnike in pridevnike, da bi opisali sebe. Sem moški, toliko visok, toliko težek, toliko strp, to in to po izobrazbi, Ta spisek je lahko zaradi mene zelo dolg. Prva stvar, ki boste ugotovili, je, da ne morete priti do konca. Da ni nobena od teh lastnosti taka, da bi bila tista zadnja, da bi potem postavili samo še piko. Naredil sem izčrpen opis samega sebe. Tega ne morate narediti niti za drugega človeka, še manj pa lahko naredite za sebe. Zakaj? Ker, to je pa zdaj druga izkušnja, ki jo boste nujno dobili, ko boste naštevali, ko boste opisovali sebe, se boste vse bolj zavedali nekega vprašanja, ki vam bo vsiljevalo. Namreč, jaz opisujem samega sebe. Kdo je zdaj jaz in kdo je ta samega sebe? Kaj je jaz, ki opisuje samega sebe? Imate jaz in imate seznam lastnosti, ki jih pripišete temu jazu. Ampak vprašanje še vedno ostaja, kdo je ta jaz, ki piše seznam atributov k samemu sebi. Kdo to dela? In na to vprašanje ne morete odgovoriti, no pa greste pa k analitiku, ker se vam začne počasi zdeti, da se mi nov zmeša. Če se tega ne lotite, lahko verjamete vse življenje, kot sem prej rekel, da je jaz, meni to lahko tudi kakšen drug izraz, ki ga uporabljajo, osebnost, identičen sam seboj in da tega procesa opisovanja samega sebe niti ne potrebujete. Vi preprosto rečete, jaz samega sebe poznam, jaz vem, kdo sem. Ampak v analizah seveda se s tem ne zadovoljimo, zato vprašamo človeka, ok, trdite, da veste, kdo ste, prav, povejte mi. In dlje, ko gremo, večja je zadrega na strani tistega, ki je bil vprašan. Večja je zadrega in bolj je človek prepričan, da pravzaprav mogoče pa čist dobro, pa vendarle ne vem, kdo sem jaz. To, o čem smo prej že govorili, to, kar postavi Descartes
na sam začetek vsakega miselnega procesa dvomite. Zato seveda živijo številni ljudje, ki ne želijo tega narediti, ne želijo dvomiti, ne želijo se spraševati o sebi. In rečejo, zakaj bi se pa jaz spraševal o sebi, jaz sem, kar sem, kaj se tle treba spraševati? O tem se sprašujejo samo nori filozofi ali pa kakšni psihoanalitiki. In nas imajo za zmešanje. Jaz upam, da je razvidno, kako preprost problem se rodi, ko začnete misliti o identiteti česarkoli. To je lahko vaša identiteta, lahko je identiteta vašega bližnjega. A jaz res vem, kdo je moj bližnji? Kdo je moj mož, kdo je moja žena, kdo je moja sestra? A res vem? Ali se mi samo zdi, da vem? Izkušnja, ki jo pri tem dobite, je, če se saj malo tega lotite, drugo je, če se ne. Da, torej, prej ali slej pridete na prag spoznanja, da smo si morda ljudje v končni instanci, preprosto tujci. Da kakorkoli se trudimo razumeti drugega, ali pa, še bolje, priti blizu, da nam to vendarle ne uspeva. Kot da obstaja neka nevidna prepreka med menoj in drugim človekom, da bi ga popolnoma dokončno v celoti razumel, da bi se mu približal, kolikor se to sploh da. Kot da obstaja prepreka. In sej res obstaja, to je razlika. Čisti nič, diferenca. Diferenca, ki je, recimo, razlika med dvema naravnima številama, med 13 in 14 je diferenca. Nobenega naravnega števila med 13 in 14 ni. Samo razlika je čista diferenca. In to je tisto, kar nam že odpre vrata, in mi smo to že naredili v 7. lokalnem seminarju, k razumevanju želje. Zdaj bi lahko že parafrazirali Freuda in rekli, kaj je objekt želje? Čisti nič. Ta diferenca je objekt želje. Človek nima potrebe, da bi bil identičen sam seboj, ima pa željo, da bi bil identičen sam seboj. Da bi torej premagal to diferenco, to razliko, ta čisti nič, da bi ga spremenil v neko substanco, recimo. To, kar ljudje imenujejo, naprimer, resnični jaz. Ljudje ponujajo odgovore na to zadrego, o kateri zdaj govorim, pogosto. Tako da rečejo, obstajajo jazi, ki so lažni, ki so sfejkani, ki so ne vem kakšni, pol je pa še eden, ki pa ni tak. Tisti je pa pravi. In obstajajo protokoli, kako najti pravi jaz. Ne, resnično obstajajo. Kakšni terapeuti to tudi ponujajo. Pridite k meni terapijo in odkrili boste svoj notranji pravi jaz, naprimer v 5 seansah. Kako do notranjega pravega jaza? Ali pa, ko ljudje spontano razmišljajo, da je svet poln iluzij in da smo ljudje polni iluzij, in da bi bilo morda dobro, če bi se teh iluzij znebili, ker tako, če so iluzije, niso vredne, da jih ohranjamo, in ko bo vse iluzije padle, bo pa pravi jaz zasijal v vsej svoji lepoti, ker zdaj se pa skriva onkraj. Ljudje spontano tudi to rečejo, obstaja moj površinski jaz, pa še enkaj da nekje, globoko. On je ta prav, ta na povrh pa ni ta prav. Se to poznate, to vsi poznajo. Ampak to so samo nemočni odgovori na vprašanje glede tiste zadrege, s katero se pacient oglasi pri analitiku in reče, tukaj nekaj ne štima, nekaj ne gre v moji eksistenci, v mojem življenju, v mojem razmišljanju, stalno se mi nekaj izmika, a mi vi lahko poveste, kaj to je. To bi lahko parafrazirali na ta način pacientov prihod v analizo. Kaj mene matra pravzaprav v življenju? Je to denar?
da, fajn bi ga bilo mogoče imeti malo več, ampak da, v končni fazi se kar gre tudi s tem, ne? Torej ni. A je to slava? Pa se veste, 15 minut slave, lepo te pa pozabi, Tina Maze, danes je že, ne, okej, vse je fajn, pa je Ilka, ne, zdaj neki drugi, Ilka bo pa čez 3 leta pa nekaj spet v penziji, pa bo nekdo drug. Slava, okej, no, malo že, Peter Prevc, ne, zdaj depresijo zdaj napadel, ne. Če kaj spremlja, se jaz ne spremljam, ampak kar to Peter Prevc, dvakrat je že padel, dobesedno. Zdaj kar naenkrat, ne vem pa je, ne, ker ga je brat Domen prešil. To so zanimive zadeve, čisto z analitičnega vidika, sam ne bom se zdaj s tem ukvarjal. Veste, zakaj Peter Prevc kar naenkrat ne zna več skakati? Ja no, pred 3 meseci ali koliko nazaj je dobil vse možne pokale, ne vem koga, zdaj pa tup, ne zna več, kar pada. Ja no, če pa res. Veste, tukaj ima analitiki veliko zapovedati, sam naslov je povabil zraven. To bo zdaj, boh je kaj bojo najdel, kjer je razlagal. Ali pa Jako Fak, ker tudi stane kar neki bolan. Ampak dobro, jaz nočem biti zdaj tukaj zloben pa ciničen, ker to res ni moj namen, ne. So pa to resne analitične zadeve, samo da se jih ne znajo resno analitično lotiti. Okej, o tem bi jaz lahko še veliko govoril, veste, ne res, ker so slovenski športniki, nekateri so to noro, ne. O tem se pa ne govori, ne. Da smo pa to vidni. Umazane skrivnost, to je noro, ne. Kaj se s temi športniki dela, mislim, ti grejo lasi gor, ne. Lasi ti grejo gor. Pokvažnje je pa samo tisto, ne. Tisto, kar se vidi, ne, kar je lepo in krasno in zmagali smo, uno pa ne, a ne. A ste vi hotel? Ja. Mislil sem samo tole reči, ko ste ravno omenili Petra Prevca, dobro. Še pred par meseci, ko je bil v vrhuncu svojih aktivnosti, je bil en intervju, v ponedeljkih ima delo, na športnem delu, ima intervjuje. Je bil en intervju in med ostalim dvojno vprašanje, ali on potrebuje, pravzaprav, recimo, zelo poznane tale Skušek, doktor Skušek, kaj je že, psihoanalitik ali psihoterapeut. Tušak, mislim, ja, Tušak, ja. On izredno rekel, jaz ne potrebujem, jaz sem dovolj, da rekel, samo čvrst, samo prepričan vase. To se pravi, da je zadeva bila morda tiste trenutek res morda taka, ampak v njem je moralo nekaj kljub s tem biti. Sej ne more drugače biti, a veste. Sej ravno pravzaprav o tem tukaj, vsi ljudje so bolj ali manj to prepričani. Sej na neki ravni, fenomenološki, vsakdanji, lahko rečemo, hvala Bogu. Do določene mere, z določenim zadržkom, hvala Bogu. Jaz vam raje, ljudi, ki so malo preveč asertivni ali pa preveč samozavestni, kot pa depresivne. Kup nesreče, ki ne gre nikamor. Okej, ampak do določene ravni, pol pa nič več. Kaj ti? Naše eksistence so v končni instanci nepredvidljive. Mi ne moramo natančno vedeti, kje bomo jutri, pa pojutrišnjem, pa čez 3 leta, pa kaj vse se bo zgodilo. Ne moramo vedeti, do določene mere, lahko več pa ne. In nujno, to poudarjam, prej ali slej zgodi, da trčimo, da naletimo, ne zato, ker bi sami nujno tako hoteli ali pa ker bi imeli ne vem kaj, ne, zato, ker je nezavedna želja tista, mi nezavedne želje po definiciji ne moramo obvladati, po definiciji. Ni res, da eni jo pa ne. Če je nezavedna, je pač nezavedna, se jo ne zavedam. Okay? Če se s tem ne ukvarjam, je še toliko slabš. Okay? Prej ali slej bomo naleteli na nekaj, kar nas bo vrglo iz tira, na kar bomo pripravljeni in bomo ugotovili, na to pa nisem nič naredil. Ali pa, o tem pa še nikoli nisem razmišljal. Kaj je lahko to? Naprimer, medsebojne razmerje. Naprimer, mlajši brat, če do včeraj je bil otrok, zdaj pa ni več in skače bolje od mene. Naprimer, jaz nisem rekel, da tako je. Naprimer, to je možno scenarij. In kaj se zgodi? Nekaj, na kar nisi pripravljen. Mi nismo, po naravi opremljeni za, če lahko grd izraz upravljajo iz ekonomije, da bi upravljali z medsebojnimi odnosi. Mi jih ne obvladujemo. Nam se sam zdi, da jih. Ker se nam mora zdeti, ker se nam zdi, da lažje živimo s tem.
Čeprav vprašanje. Veliko vprašanje, če res lažje živimo. To je zelo veliko vprašanje. Ampak, ok, tako se nam zdi. Ne? In medsebojna razmerja, medsebojni odnosi med nami so zavezani logiki želje, ne potreb. Mi nimamo prijateljev zato, ker jih potrebujemo. Oziroma, če jih imamo, ok, vprašanje, kako je to moralno. Najprej nekateri imajo to zato, ker jih... Ne, mi zaradi želje, mi želimo biti skupaj, ko odmislimo dobro, nujne družbene zakonitosti, da moramo, da ne može vsega sam narediti, ja, rabimo. Zadnji odgovor je zakaj? Zato, ker želimo, mi želimo biti skupaj. Želja pa je nezavedna. In ne vemo čisto natančno, kaj nas žene k drugemu človeku. Naprimer, v tej luči je zelo dobro gledati serijo Izganjalec hudiča, The Exorcist. Resnično jo je dobro, jaz jo gledam z velikim užitkom. Med drugim, a veste zaradi česa? Med drugim je zelo dobro so prikazane dileme vsakega človeka, dileme, za katere skrbijo demoni. Demoni neprestano postavljajo ljudem super dobra vprašanja. Naprimer, da sem jaz demon in rečem, poslušajte ljudje, vsak dan se prebijate od jutra do večera, pod stresom ste. Cel kup imate problemov drug z drugim, konfliktov, sporov, ne razumete se, prepirate se, da ne govorim še kaj hujšega. Pobijate se v končni instanci. Očitno je, da trpite, se vas gledam vsak dan. Trpite. Zblojeni ste, ne veste, kaj je smisel življenja, ali sploh je smisel življenja, katera pot je ta prava, enkrat je ena, enkrat je druga, ne veste, kje se vas glava drži, kam jeti, počasi se starate, pa še na koncu umrete. Zakaj? Ne popustite. Samo prepustite se nam, demonom, satanu in naprej, in vse bo fajn. Nobenega trpljenja več. Ne boste več imeli težav z kaj je prav, pa kaj ni prav, ker vam bo vse jasno. Se pravi, prestopite na stran zla in zadeva je v hipu rešena. Ne pa, da se ves čas matrate, da bi bili dobri, pa še vam ne rata. V čem je smisel? In v filmu je to zelo dobro prikazano, ker se Izganjalec hudiča je tisti, ki na nek način v končni fazi mora imeti argumente, če hoče hudiča izgnati. Zakaj ga pa zdaj izgnati? Hudič je skušnjavec. Dobro ime za hudiča. Skušnjavec je. Nehajte že se upirati. Tako nas nagovarja. Nehajte se upirati in lažje boste živeli. Ampak to je realistično vsakdanje, so to realistično vsakdanje skušnjave. To vsakdo ve, ko, ne vem, stoji pred izložbo polno, ne vem, lepih izdelkov ali pa zaradi mene sladkarij ali pa zdaj bojo prazniki in tako naprej, koliko ljudi bo imelo zdaj v teh dneh, teh, koliko, 12, koliko jih je še, ne? Dnevno bodo imeli, joj, ne smem preveč, joj, se bi, ali pa holesterol, pa uno, pa jetra, ali pa koliko ljudi bo zdaj razmišljali na način, dobro, no se, sam še zdaj, po novem letu bo pa čist drugače, pa ne bom več, ali pa ok, zdaj bom pa na postu 14 dni, ali pa kaj takega. Jaz mislim, da skoraj vsak. Bo dnevno v skušnjavi, sfrustrirani bodo do amena. Ne smem, nočem biti zloben, zlasti, glavno ženske hujše, kakor jaz vem. Ne smem, se bo poznal. Nekateri ljudje dobesedno nosijo tehtnico sabo. Da vidim, če še malo, še toliko, še en bombonček, pa ne smem več. Če to poslušam, da greste v kavarno. Aha, čaj, kava, ja, koliko pa sladkorja? Meni pa sam 2, veste, jaz sem pa zdaj, ne smem, meni pa lahko 3.
A mogoče ni tako? Seveda je. On daily basis. Vsak dan. In potem prije mim Satan in reče, pa dajte že popustiti enkrat, no. Poglejte, se nima smisla. In dejansko je to dobro. Kaj boste odgovorili? Seveda, mi se ne zadovoljimo tukaj z hitrimi odgovori, ker nas zanimajo težji odgovori, tisti, ki so onkraj, se pravi, zato govorimo o etiki. Zato je smiselno govoriti o etiki. Če vse to, kar smo zdaj rekli, ne bi veljalo, ima bili potrebe govoriti o etiki. Zakaj? Prepustimo se, mogoče se malo trudimo, malo se opiramo, ali pa tudi ne, in je razmišljanje o etiki popolnoma odveč. Aristotelovo razmišljanje je odveč. Gorgias je brez veze, da Platon to sploh napisal, ali pa Sokrat. Oziroma, če zadevo okrog obrnemo, se moramo vprašati, ali pa morda vendarle je smisel. Ali pa je ravno v tem smislu, v opiranju, v tem, kar lahko dojamemo. Prej smo omenjali univerzalnost. Kaj lahko ljudje dojamemo? Ena od možnosti je tudi, da dojamemo, da nismo identični seboj. In da popustimo na nekem drugem, na neki drugi ravni, da se nehamo truditi, da bi bili. Zato lahko zagovarjamo, če se spomnite, Lacan v 7. seminarju napiše, da je človeško bitje zares krivo lahko samo nečesa. Namreč, da popusti svoji nezavedni želji. Ljudje niso krivi, o tem sem včeraj predal, v tem Ljubljani. Ljudje niso krivi, ker recimo niso dovolj normalni. Čeprav mislijo po malem, da so. Večina ljudi po malem ima občutke krivde, da niso dovolj normalni, čeprav je to čisto imaginarij, ker normalnost ne obstaja. Statistična normalnost nima pri tem nobene zmede. Krivda v povezavi z logiko nezavedne želje je pa pravzaprav drugačna. In je neprimerno težje misliti jo oziroma jo živeti v sedanjem življenju. Zato bi vam jaz zelo priporočil v ogled tale film, ki si bomo zdaj pogledali trailer, da nas ne kdo obtožil, da v javnosti prikazujemo. A je kdo že gledal? Ste? Indignation. Slovenski prevod je ogorčenje. Fenomenalno. Fenomenalno. Ni uspela, ja, bravo. Prosim? Meni se zdi, da ni povezano. Ne, nije. Prej pa bila. Ok, sorry. Jaz sem pokazal najboljšo voljo. Zgledam, ja, ampak vse, indignation, prosim, ogorčenje. Film, o katerem bomo še govorili, če bo naslednjič delala, tale zadeva, in ga bom pokazal par sekvenc. Zlasti si bomo natančno pogledali tisto, ko se Markus, 19-letni študent, znajde v pisarni dekana fakultete, na katero hodi, in tisti njun pogovor, to je treba pa res analizirati natančno. Profesor, spoiler alert. Kako? Spoiler alert. A ja. Ok, glej. Ne vem, mogoče se kakšni demoni. Prej smo govorili o demonih. Kaj ne vem, kako. Bojo že zrihtali, jaz to pa ne bojo. V glavnem, zakaj je ta film tako zelo dober in ta dialog pa še zlasti? Ker je Markus prvič izjemno načiten človek, študira na veliko, ves čas tudi vidimo ga v enem primeru, ko hodi s knjigo po kampusu, dobesedno, ves čas ima knjigo pred seboj. In on je prišel do spoznanja, o katerem tudi mi tukaj razmišljamo. Prišel je do spoznanja, da nekaj na tem svetu
ne obstaja. On je obrnil ploščo, ne da nekaj obstaja, nekaj, kar recimo so stari Grki imenovali arke. Da obstaja nek, kot sem prej rekel, zadnji vir našega smisla ali pravi jaz ali resničnost ali kaj podobnega, da to ne obstaja. Kar pomeni, da je anarhist. V strogem pomenu besede. Anarke je beseda, iz katere mi Slovenci naredimo besedo anarhizem. Nekaj, kar pravzaprav pomeni, da smo se nečemu že vnaprej odpovedali. Vnaprej smo se odpovedali vraževerju, vnaprej smo si, in to tudi, to bomo naslednjič bomo pogledali, ne? Ker on je sicer jud, ampak ne torej za vero mu je vseeno, za religijo mu je vseeno. Na tem kampusu bi moral tudi enkrat na teden se udeleževati nekih religioznih obredov, nekih srečanj in mu gre to na živce. In bomo videli, v enem trenutku ga dekan tudi vpraša, zakaj pač tega ne počne, če je pa jud. In si bomo pogledali, kakšen je njegov odgovor. Torej, Markus je gotovo mlad človek, ki se je nečemu vnaprej odpovedal. Čeprav je v tem paradoks, to je paradoks vsake človeške eksistence, da nekaj dobite šele takrat, ko se nečemu odpoveste. Govorim ves čas danes o neki razliki, ki je tudi razlika znotraj same zavesti o svetu in je v samem svetu. Naša zavest o svetu ni popolnoma zgrešena, je ujeta v iluzije in tako dalje, ampak to ne pomeni, da ne moramo analizirati samih iluzij. Descartes je, kot rečeno, o tem napisal, pa ne samo on, nekaj knjig. Eden od njegovih, skoraj bi rekel, znancev, čeprav nista mogla biti znanci, seveda je bil Leibniz. Leibniz je avtor enega stavka, ki ga ljudje praviloma razumejo popolnoma narobe, je pa del popularne kulture. Namreč del popularne kulture je prepričanje, da ima vsaka stvar svoj vzrok, oziroma da obstajajo razlogi za pač karkoli se zgodi v našem svetu. No, Leibniz tega ni rekel. Leibniz je rekel nekaj veliko bolj zapletenega in nekaj, kar je težje razumeti. Kajti, če razmišljate, da ima vse svoj vzrok, potem vnaprej predvidevate, da pač taki vzroki tudi obstajajo in da, ko bodo delovali, bodo imeli posledice. Leibniz tega ni rekel, Leibniz je vedel nekaj drugega. Rekel je namreč natanko tole. Rekel je, da lahko vsaki stvari, vsaki zadevi, vsakemu pojavu za nazaj priredimo oziroma pripišemo vzroke oziroma racionalne razloge za to, kar lahko pa. Spravi, je postopek ravno obrnjen. Nach Treglih, kot bi rekel Freud, za nazaj lahko pripisujemo, lahko povemo nekaj takega, da bomo povedali zgodbo z vzroki in posledicami v celoti, za nazaj, ne pa za vnaprej. In ni treba, torej, je kar dobro vedeti, da je bil Leibniz tudi izjemen matematik. Ampak o tem mogoče kdaj drugi, samo o Leibnizu. Markus torej to ve, Markus se nečemu odpove in natanko zaradi tega ne potrebuje torej vraževerja, ne potrebuje iluzij in podobno. In tudi zato se njegovo obnašanje bistveno razlikuje od vedenja njegovih kolegov, sotrapinov. Bistveno se razlikuje. Ne v večini stvari, zgleda tako kot ostali, študira, pač počne stvari, ki jih mladi ljudje počnejo, ampak v nečem, kar je pa bistveno, se pa razlikuje. Razlikuje se v tem, da enostavno ne popusti. Glede nečesa ne popusti. Natanko v tem smislu, kot pravi Lacan, da človek ne bi smel popuščati glede lastne nezavedne želje. Kako to zgleda? Kaj to pomeni? Kako to v vsakdanjem življenju
videti, da glede nečesa ne popusti, nikoli ne popusti. In je pri tem absolutno dosleden, zato je ta film tudi tragičen. Ta film je tragičen, ta film je zelo tragičen. To je eden najbolj tragičnih filmov, kar sem jih jaz gledal. Indignation. In zato tudi ima dober naslov. Naslov je fenomenalen. In tudi slovenski prevod je dober. Ogorčenje. V resnici gre za ogorčenje. Kaj je tisto, kar sproža to ogorčenje? Samo en primer bom zdaj omenil. V določenem trenutku, kot se spodobi in kot pričakujemo, Markus spozna eno mladenko, v katero ki mu je všeč. Res mu je všeč. Olivija je ime, Olivija Hartman se piše. In tudi ona ni brezbrižna do njega. Potem pa zvemo, ko sta prvič skupaj, ker mu ona to povem, da je imela že bližnje srečanje s psihiatrijo, oziroma da je bila nekaj časa že hospitalizirana, da je pravzaprav imela psihološke izkušnje. Ona to pove. Ampak zdaj je pa z njo vse v redu in podobno. Pa vendar se potem zgodi nekaj, kar Markusa zadrži v odnosu do nje. Olivija se namreč obnaša na en način, ki je za njega preprosto sporen. Vse to se dogaja leta 1951 v Ameriki, v času Korejske vojne, kar ni nepomembno. Še bolj pa je pomembno nekaj drugega. Amerika leta 1951 je v bistvu izjemno konzervativna. Zlasti je konzervativna na področju spolnosti. Mladi ljudje so izjemno zatrti, spolno so zatrti. In Olivija pa je mlada ženska, za katero se zdi, da pa zanje pa to ne velja. Zato se obnaša, pravim, na način, ki je za Markusa sporen, namreč na prvem zmenku, običajen hollywoodski kliše je, da na prvem zmenku že mladenič hoče, kot se reče, do konca, ne, mladenka se pa upira, ne, še bo moral bolj počasi in podobno. To je pa ravno obratno. To je pa ravno obratno in njega to osupne. Šokantno to deluje, ne more čisto dobro Skratka, nekaj ni tako, kot naj bi bilo, kot je po klišeju, kot je bil vzgojen in podobno. Vse ni važno, kaj on misli, da je. Na delu je neka diferenca, neka razlika je. Ki je tudi, med drugim, je tudi razlika med tem, kako naj bi se obnašali, kako se obnašamo, kaj mislimo, da je prav in kaj počnemo in tako dalje. Vedno znova govorimo o neki razliki. In kako se ta sekvenca oziroma ta zgodba njuna, kako se zaključi. V določenem trenutku Markus konča v bolnišnici, izrežejo mu slepič, nič posebnega, in Olivija pride k njemu na obisk in mu prinese šopek rož. Preprosto, šopek rož. Kam jih ne podam, nekam pač tjale. In ta šopek rož, to je taka dobra metafora za razumevanje etike. Ta šopek rož je simbol za njuno ljubezen. Ker Markus jo ima resnično rad. Ali pa morda še bolje, to bomo tudi videli v filmu, oziroma boste videli, če se ga boste pogledali, ali pa še bolje, Markus bi resnično lahko imel Olivijo rad. Obstaja neka razlika, neka drobna diferenca, zaradi katere se to ne more zgoditi. In ta šopek rož, ki mu jih prinese, ki mu jih Olivija prinese, simbolizira to razliko.
če bi se torej nekaj zgodilo, potem bi bila najina ljubezen mogoča. Ampak to se ne more zgoditi. Zato je ta film tragičen v pristnem pomenu besede. V antičnem, če hočete. To ni drama. Tragična zgodba o tem, o čemer tukaj govorimo. O etiki, o etičnosti. O tem, kako Markus enostavno ne more, tudi če bi hotel prestopiti te meje, o kateri govorim. Z one strani, recimo strani Olivije, ta razlika nima zanjo nobenega posebnega pomena. Ona to z lahkoto naredi. Zato se tudi obnaša, on je vulgarno, ona v bistvu se obnaša vulgarno. Zato je tudi blažje na psihiatriji. Zato je imela psihozo, ker je v nekem smislu šla predaleč. Medtem ko Markus ne more iti tako daleč. Tudi če bi hotel, to je onkraj njegove, njega samega. Pri tem nima nobene vloge, ne moč volje, ne vzgoja, ne njegova mama, ne oče, ki ga ves čas nadzoruje. Nič. On je sicer krasno vzgojen, čudovit, lepo se obnaša, vljuden, prijazen, najboljši študent, najboljše ocene ima, kar hočete. Ampak pri nečem pa vztraja in ne more čez tisto. Zakaj ne more te diference izničiti, oziroma zakaj? Zato, ker je že na začetku sprejel. V tem je etičnost človeškega bitja. Se pravi, ko se znajde človek pred skušnjavcem in mu reče, kot sem prej povedal, kaj mu reče, vedno znova mu reče enako. Je etični odgovor, ne morem, tudi če bi hotel. In je skušnjavec nemočen. V tem smislu je treba gledati Izgonjalca hudiča in ima vse razloge, film, ki je nastal leta 1973, ima vse razloge, da je nastal. Ker gre dejansko za vprašanje človekove želje oziroma njegove zmožnosti, da po eni strani sprejme skušnjavca, da sprejme skušnjavo, da podleže imaginarijem, imaginarnim scenarijem, obljubam, ideološkim praksam in tako naprej. To je ena zmožnost človeškega bitja. Druga pa je, da preprosto ne more tega narediti, tudi če hoče. V prvem primeru gre za poskus, da bi človek to razliko, o kateri vas čas govorim, na nek način izničil. Prestopi mejo, vse je res, imaš prav, potem si mi obeta krasno življenje, lepo in podobno. Na drugi strani ne morem tega narediti, ker sem že to mejo sprejel. Ta meja je neprekoračljiva. Zato je mogoče govoriti ali pa uporabljati izraze, kot je zvestoba, vztrajanje, ljubezen. Zato ima Gorgias prav, oziroma Platon, oziroma Sokrat, ko razmišlja, ko se sprašuje, zakaj pa eni ljudje vedno znova nič ne dajo na slavo, bogatstvo, denar in tako naprej. In jih ne morate s ničimer prepričati, da bi to počeli. Zakaj nekateri nikoli ne popustijo? Pa gledajo dnevno svoje sotrpine okrog sebe, kako so slavni, uspešni, bogati in podobno, in jim niti ne zavidajo, niti ne poskušajo ničesar iz istega registra, kar oni počnejo vsak dan. Tukaj je neprekoračljiva razlika. Ta druga skupina ne bo nikoli postala del one prve. Veliko vprašanje pa je seveda, če lahko obratno. Prosim. Ja, vprašanje imam v bistvu povezali s tem, ki smo prej imeli primer, ko so ljudje, ki rečejo takšen pač sem in se sploh ne sprašujejo v zvezi s tem, ali so podobni sami na sebi, stojijo pač na svojem okopu, na svojem prepričanju. Ali bi lahko podobno usporednico potegnili tudi za te, ki si že na začetku postavljajo diferenco, da jo zagovarjajo, na tem stojijo, se v bistvu ne prilagajajo, ne dvomijo sami v sebe. Tu je zdaj v bistvu vprašanje. Recimo Markus. On deluje tako izjemno, skoraj bi rekel na trenutke tako zadržan, plašno skoraj, recimo v okolju, v katerem živi. Videti je, da
torej, ravno ne, da bi se česa uklepal, da bi kaj hotel, nikamor se ne rine. Njegov odnos do sveta je, ok, krog mene je svet, v redu, fajn, sprejmem, elementarno empirično dejstvo je to. Fine with me. Ena stvar pa je, kjer pa ne popusti, ena stvar, prosim. In to se vidi v tem razgovoru z dekanom. Si ga bomo ogledali. Če bi zdaj dal primer, recimo, pri čem ne popusti. Naprimer, nekdo reče, recimo aktualni primeri, ki so bili zelo aktualni nekaj časa nazaj, mogoče niso več toliko, so bili. Naprimer, ljudje, ki prihajajo k nam iz Sirije, so bistveno drugačni od nas. Drugačno religijo, drugačno kulturo in mi, pa oni, ne moramo skupaj. Zato je najbolje, da postavimo tamle ograjo, naj bodo oni tam dol, mi bomo pa tukaj. V tem trenutku se Markus oglasi in reče, to je neumnost. To, kar ste zdaj povedali, preprosto ne zdrži resne presoje in vam naredi traktat. Lepo vam analizira, kje ste naredili cel kup logičnih napak, povedali neumnosti, kje ste pravzaprav rasist, ksenofob in tako dalje. In se je, vi kar gledate, ste bolj ali manj nemočni, zdaj vprašanje, koliko ste sofisticirani, ampak bolj ali manj ste nemočni in ga gledate in rečete, je pa dobro, kaj se zdaj ti tok razburjaš? Zakaj zdaj treba ves ta traktat narediti in tako naprej? In on ustraja naprej. To je pomembno. In reče, zakaj sem to naredil? Zato, ker je treba to narediti, ker trosiš neumnosti. Ker ni prav, da trosiš neumnosti, ker obstaja nekaj, kar se imenuje recimo možgani ali pa zmožnost za razmišljanje, jaz jo imam, se jo imaš ti tudi. Sam ga jaz uporabljam, ti pa ne. Ali pa jo premalo. In potem mu seveda spet nekaj rečete, nekaj pa začnete počasi zmerjati. On še naprej ustraja in prav vidite, kako v tem trenutku, v tem primeru stoji na okopu in ga ne premaknete nikamor. Ampak to ni isto kot stati na okopu, biti egocentričen ali narcističen ali, ne vem, gospodovalen in ne popustiti pod težo argumentov. Naprimer, to poznamo. Tukaj je ravno obratno. Tukaj pomeni stati na okopih, ustrajati natanko pri argumentih. In postaviti argument kot tudi najvišjo resnico, oziroma edino možno stvar, ki jo zagovarjaš pri branjenju svojega stališča. In jo zagovarjaš tudi, če je treba, do konca. Tudi, če imaš recimo pomanjkljive dokaze. Ne, zato ker, to smo pa že prej rekli, to je pa tisto, kar spet loči eno pozicijo od druge. Namreč, če se spomnite Descartesa, če dvomim, potem dvomim o vsem, torej tudi o sebi. Stati na okopu v prvem primeru, to je recimo egocentrična pozicija človeka je, jaz sem celo pripravljen dvomiti, ampak samo o vas, ne pa o sebi. To pomeni ustrajati. Ta druga drža, recimo Descartesovska, zakaj pa ne, zaradi mene tudi Sokratova, pa je, ne, jaz še najprej in najbolj dvomim o sebi. O tem, kar sem ravnokar rekel, ker imam autorefleksiven odnos do lastnega govorjenja. Govorim o nekem odnosu, ne samo do enega človeka, do drugega človeka. Govorim tudi o odnosu človeka do, recimo, idej, do resnice in do samega sebe. In to je spoštovanje. Markus bi rekel, jaz ne sam, da spoštujem zmožnost za razmišljanje, resnico, jaz spoštujem tudi tebe. Potem je mogoče nekaj paradoksnega, ne? Sicer ne vidim, da se borim proti tebi, ampak ne, jaz te spoštujem, seveda spoštujem pa tudi sebe. In ker spoštujem tudi sebe, jaz najprej samemu sebi ne bom dovolil, da bom trosil neumnosti. Oziroma, če mi bo kakšna ušla, ker sem prebral tudi Freuda, ki mi je povedal, da tudi jaz sem biti nezavednega, se bom potrudil, da bom potem nachtreglih, kot bi rekel Leibniz, tudi svoje neumnosti
prepoznal kot neumnosti in jih tudi priznal. To je razlika med eno in drugo pozicijo. V čem je logika samega spoštovanja? Da se ne oklepam ničesar. To spoštovanje pomeni, jaz nimam nobene, ali pa še bolj preprosto rečeno, ljudje spontano v svojem življenju nekomu ali pa nečemu vedno znova pripadajo. To prepoznamo. Ljudje, tudi ko se pogovarjajo, jaz pa zagovarjam, ne vem, uno smer v psihologiji, aha, ok, jaz pa uno. Descartes pa pravi, obe sta slabi. Pravi mislec ne zagovarja nobene smeri, ali pa šole, ali pa paradigme. Pravi mislec zagovarja samo razmišljanje. Se pravi, čisto formo. Ne zagovarja nobene vsebine. Saj veste, kako imajo ljudje radi vsebine, substance. To je v mojem mnenju zelo dom. Descartes pa pravi, to je še najmanj vredno. Prej, ko boš popustil, bolje bo zate. V tem je spoštovanje. Ne? Jaz na nek način, ko se spopada, pa ko se Markus spopada s tem namišljenim drugim, ne? Pravzaprav iz spoštovanja do njega tudi med drugim poskuša z argumenti sesut njegovo iluzijo, ker je očitno, ali pa neumnost, on zagovarja neumnost. Ne? Ker te spoštujem, si želim, da se zdobiš te neumnosti, da je noš več trosov naprej. Jaz ti pravzaprav v nekem smislu pomagam pri tem. Čeprav ljudje to spontano razumejo kot napad. Na ti zdaj mene napadaš. Ne? Ja. Še. Ok. Torej, prosim, ja. Samo vprašanje, če bi mogoče lahko ta kontekst malo bolj postavili pa razložili tisto, kar ste prej rekli, kaj pomeni, kako ste uporabili izraz odpovedati se svoje želje oziroma, ne vem, kakšen izraz, kako je to povezano s tem? Če govorijo prav o odpovedovanju, odpovedovanje svojih želj, Lacan govori, ne odpovejte se, ne popustite, ne ustrajate. Torej. Ok, takole. Freud je, ko prihajajo pacienti k njemu, iz njihovih prepovedi ugotovil, spoznaval tole. Da so ljudje v svojem življenju od malega naprej, so bili vzgajani, nekaj so pač počeli, so se pogovarjali podobno, so sprejeli nekaj, kar Freud imenuje imaginarni scenarij, Lacan pa imenuje fantazma. Fantazma, če bi jo zapisali, veste, da je razmerje med subjektom, rečemo posameznikom, človekom zaenkrat, in objektom želje. To pomeni, preprosto rečeno, da se človek v svojem življenju nauči zamenjati, če lahko rečem, objekt nezavedne želje za njegove nadomestke. Kako to izgleda? Tako da ljudje verjamejo, da je, na primer, v življenju moja želja pa je, da bi v življenju dosegel, ne vem, kot smo prej rekli, Gorgias, ne? Denar, slavo, da bi bil ta, da bi bil nekdo, da bi bil somebody in podobno. Se pravi, da bi na nek način si olajšal pot v življenju. Zdaj parafraziram pacientove pripovedi. Lažje je sprejeti imaginarne objekte želje, ki jih imajo tudi drugi ali pa jih želijo imeti tudi drugi. V kapitalizmu je to še zlasti značilno. Mi pravzaprav v tem imaginarnem svetu tekmujemo pravzaprav za isto. Količina denarja ni neskončna in tudi ne more biti, tudi ne bi smela biti, ker pojem inflacija. In mi pravzaprav med sabo tekmujemo za neko omejeno količino denarja. In nas spodbujajo k temu. In to je recimo temeljna fantazma kapitalističnega življenja. Spopadajte se, borite se, pejte na čim bolj elitne šole. To sem že prej povedal, ne? Starši naj vas kmalu, ne, Bog hvali filozofijo, tam je malo denarja, pa kje še malo denarja, humanistika je malo denarja, pa družboslovje je malo denarja, kje pa veliko denarja, medicina, zdaj je še zlasti po teh novih spopadih z sindikati, medicina je veliko denarja, ne vem, zaradi mene, kaj vem, odvetniki, gledajte, ne vem, pojma nimam, ker me tudi ne briga, ampak gotovo ljudje imajo neke spontane ideje, kje je veliko denarja, tja je treba jeti, ne? Ali pa, ne vem, kaj pa je računalništvo, ne vem, zdaj te trosim na pamet, ker pojma nimam, kje je veliko denarja. Ljudje pa vejo, ali pa domnevajo.
Gremo tja. In to so spontani imaginariji, ki si jih med sabo potem ljudje delijo. Se pravi, objekti želje so v teh imaginarijih. Denar, ugled, lepe obleke, slava, reference, da prišel cajtem, da te kamera pogleda, itd., da se to si sami lahko poveste. To so nadomestki. Ampak težko je, če ne berete Freuda pa sploh, spoznati, da so to nadomestki. Ljudem se zdi, da je to genuino, to je nekaj, to je the real stuff. To so te prave stvari v življenju. Potem čudno gledajo, oziroma gledajo druge, ki recimo, da tega ne počnejo, kaj s tabo narobe, stari, ti pa kar nič, se nekaj prebil. In postanejo pravzaprav skušnjavci, ti, a ne, ti kar še SP odprl, ali pa, gremo en projekt, pa gledamo ne scheme na televiziji, kje je kdo kam investiral pa ulo, pa na Sešelske otoke, pa ne vem kam že na Karibe, da so nabrali prilne žblija denarja. To so imaginariji. In njihova moč je, da so številni ljudje tako zlahka, zaradi nezavedne želje, ki omogoča substitucije, se pravi nadomestne objekte želje, tako iskreno prepričani, da je to ta prava stvar v življenju, dokler niso razočarani. Ampak do takrat jih ne morate premakati. Tudi če se z njimi pogovarjate, tisti razvoj, ti imaš pojma. Pa le moj avto, poglej, kaj je pa tvoj? Kolo, jaz sem pa ulinga, a ti, in pa drugega takole mali, a ti pa ne bi imel takega avta. Pravzaprav ne bi, to sam tako rečeš, a veste, saj poznate, se tam načnemo. Ustrajanje, se pravi, ne odpovedati se svoji želji, kot pravi Lacan, pa pomeni seveda na nek način, sem jaz tudi del tega sveta in imaginarjev, nisem na luni, seveda sem. Ampak to sem pa danes povedal že na začetku. Do vseh teh imaginarjev lahko vzpostavim distanco. In namesto, da se udeležujem procesi, naprimer analiziram procesije. To je taka luštna razlika. Jaz lahko tukaj govorim o analizi, procesi se pa ne udeležujem. Čeprav vem, kako je s Petrom Prevcem, zakaj? Ker sem del tega sveta, ker mi mediji to tuf, skozi smo možgani, moje možgani normalno delujejo, si to zapomnim. Pa vem, da je njegov brat Domen. Pa vem, da je še eden, ki je še mlajši. Kako? A tako, srednji. Ja, srednji. V glavnem, vem pa, da obstaja. Ampak do tega ima, se pravi, živiš približno tako kot vsi drugi, z drobno razliko, da imaš do tega distanco in pri tem ustrajaš. A ne bi ti vseeno pa malo popust, ne bi. Pa mogoče sam malo, če bi, ne bi. Pa kaj s tabo narobe? Sam pusti primer. Pravzaprav gre za drobno zadevo, ki pa ima seveda radikalne posledice na dolge pot. In ne odpovedati se želji v tem strogem etičnem pomenu, pomeni, odpovedati se enim drugim zadevam. Se pravi, nikoli ne bom bogat, nikoli moj avto ne bo 6 metrov dolg, da bom imel bajturine v 3 štuke, pa depresivnih otrok, ki bojo pol morali tam premen živeti, tako kot tipično v Sloveniji, pa samomora ne bom nikoli naredil, pa alkota ne rabim, da bi bil zadet, ker ne vem zakaj bi bil, pa na cigaretih ne bom, pa na drogi ne bom, pa 100 kil ne bom nikoli imel, pa skratka cel kup stvari ne bom imel. Sam da se jaz z lahkoto na to tudi požvižgam. Pri enih stvarih bom pa vztrajal ne glede na ceno. Zakaj? Ker vem, da je pri tem vredno vztrajati. In tukaj bi zaključil s tem, kar omenja tako lepo Alain Badiou. Alain Badiou pravi, živimo v svetu, v katerem nas skušajo prepričati, da ima vse svojo ceno. CD-ji imajo ceno, te moje knjige imajo ceno, se jih ne kup. Bajta ima, to je zanimivo, veste. Vse ima ceno, zdi se, da ima vse ceno. Celo ljudje ne bi imeli cene, vsak človek ima svojo ceno. Kdor je doumel etiko, pa ve, da etično vedenje pa nima cene. Oziroma je cena etičnega vedenja pa neskončna. Če pa neskončna, pa pomeni, da ne more obstajati količina denarja, ki bi izrazila, ker ne more biti neskončno denarja. Ali po domače povedano, živijo ljudje, ki so preprosto nepodkupljivi. Ne morete kupiti. Tudi, če se vsem ljudem na tem svetu zdi,
da ima vsak človek ceno. Vedno bo obstajal vsaj eden, ki jo pa nima. Oziroma, ker je neskončna, ga ne morete izplačati, ker mu ne morete dati neskončno denarja. Ok, toliko za danes. Srečno novo leto in Ja, se vidimo. hvala.